Na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja in izobraževanja o sladkorni bolezni vsako leto opozarjajo tudi v novomeškem zdravstvenem domu, kjer so dopoldne merili krvni sladkor. Med njimi so bili tudi nekateri, ki jih bolezen spremlja že vrsto let. Kako živite kot sladkorni bolnik? Na kaj morate vse paziti? Paziti moram predvsem na prehrano, da ne preveč tega, kaj so že beljakovin pa onih, bolj zelenjavo. On ima težave, jaz pa pridem zraven za kontrolo, ker se slabo počutim. Sem imela inzulin že, zdaj imam pa čisto v redu. Letošnji 14. november poteka pod geslom Poskrbimo za prihodnost, prepoznajmo sladkorno bolezen pravočasno. Problem je ravno v tem, da se pojavlja sladkorna bolezen čedalje več tudi pri otrocih, torej diabetes tipa 1. Žal pa smo zasledili tudi podatke, da se pojavlja med otroci tudi diabetes tipa 2, kar ga do sedaj sploh nismo poznali in zaznali. Tip 1 zahteva takojšnje zdravljenje z inzulinom. Pri tipu 2 ni potrebno zdravljenje takojšnje z inzulinom, ampak se gre postopoma, torej za zdravim življenjskim slogom, za pravilno prehrano, za veliko gibanja, za primerno telesno težo. Če to ne pomaga, potem se gre na zdravila, torej dobijo v obliki tablet. Zdrav življenjski slog je torej eden od ključnih preventivnih ukrepov, ki lahko odloži nastanek sladkorne bolezni ali jo celo prepreči. To poudarjajo tudi v Novomeškem društvu diabetikov, ki so dan sladkorne bolezni obeležili s predavanjem zdravnice Vande Kostrevc-Zorko. Skoraj 100 članov in njihovih svojcev je prisluhnilo predavanju o tem, kako lahko sladkorno bolezen obvladujemo skupaj.